V sredo 14. novembra je v prostorih Splošne knjižnice Slovenske Konjice potekalo predavanje pod naslovom Kako izbrati ustrezen slušni aparat. Slušni aparat je dragocen, a ne vsestranski pripomoček za vse okvare sluha in za vse situacije. Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Slovenske Konjice, ki deluje tudi na območju občin Vitanje in Zreče, je v soorganizaciji Splošne knjižnice pripravilo nekaj zanimivih in koristnih nasvetov vsem, ki se v življenju sami ali s svojimi bližnjimi soočajo s to vrsto invalidnosti. Član društva Franc Vrečko je predstavil svojo izkušnjo izbire novega slušnega aparata. Predstavnik Centra možnosti pa je predstavil različne medicinsko-tehnične pripomočke, ki olajšajo vsakodnevne dejavnosti gluhim in naglušnim osebam. Predavanja so se udeležili naglušni in gluhi člani društva, prišli pa so tudi občani, ki sicer niso člani društva, ampak jih ta problematika zanima. Center možnosti je zastopal strokovni sodelavec Adem Jahjefendić, ki je predstavil različne tehnične pripomočke za lajšanje komunikacijske oviranosti, tako gluhih kot tudi naglušnih oseb. Društvo gluhih in naglušnih v Ljubljani. Jaz vidim v bistvu to priložnost teh programov predvsem zato, ker velika večina, ki ste oddaljeni od Ljubljane, si tega v bistvu, da bi prišli k nam in se te tehnične pripomočke pogledali, v bistvu ne more privoščiti, je res zgubiš v bistvu cel dan, na koncu pa ugotoviš, da bi lahko v bistvu prišel vsem na predavanje, pa dobil iste informacije, zato smo tudi v interesu, da v bistvu sodelujemo na teh predavanjih, pa sem pripričal? Ne. Tako da, nakratko bom sam povedal, v bistvu, kaj sem prinesel različne budilke, ki opozarjajo z vibracijo, svetlobni zvonec, FM sistem, Bluetooth sistem, da se lahko oglasiš na mobitel, potem ure sem že omenil, elektronska varuška, naprava, ki opozarja na prisotnost dima, to se pravi požar, in telefonski aparati, ki imajo jačen zvok, pa žal jih tukaj v bistvu ne moramo zdaj preizkusiti, ampak lahko jih pa pogledate, tako da pa se potem vse dogovori, če bi bili zainteresirani, da se posodi društvo, pa potem z društvom skupaj v bistvu preizkusite to doma. Vibracijska budilka, analogna in digitalna budilka z bliskavico, svetlobni hišni zvonec, elektronska varuška, vrvični in brezvrvični telefonski aparat, ki ojača glas sogovornika, ojačevalnik za mobilnike, slušna indukcijska zanka za televizijski sprejemnik, radijske in infrardeče brezžične slušalke za poslušanje televizijskega in radijskega programa in pripomočki za spremljanje predavanj, sestankov po sistemu FM in še nekaj drugih. Center možnosti nudi možnost preizkusa različnih tehničnih pripomočkov za gluhe in naglušne, predstavitev načina uporabe pripomočkov, svetovanje o primernosti določenega tehničnega pripomočka glede na posameznikove potrebe in zmožnosti, katera vrsta pripomočka je najustreznejša za določeno slušno okvaro in življenjski slog. V Centru možnosti je na voljo tudi cenovna primerjava slušnih pripomočkov in lokacije za nabavo le-teh. Prav tako je razložil postopek uveljavljanja pravice do slušnega aparata in na kaj morajo biti še posebej pri tem pozorni njihovi uporabniki. Razvoj slušnih aparatov je v zadnjih desetletjih močno napredoval in še zdaleč ni končan. Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila v zvezi s slušnimi pripomočki pa so vam na voljo na sedežu Medobčinskega društva gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče na Mestnem trgu 17 v Slovenskih Konjicah.